No, jaz moram reči kot prvo, da sem bil zelo presenečen nad takšnim rezultatom in seveda zelo zadovoljen, da je do tega prišlo. Kot je bilo že rečeno, je bila pot precej dolga, če začnemo z 2005, pa z dvema poskusoma prejšnjima in seveda z vsem, kar je bilo pripravljeno za to. Predvsem mislim, da je tukaj odločilna bila enotna podpora vseh poslanskih skupin oziroma svetniških skupin na občinskem svetu, enotna podpora občinskega sveta, kjer so dejansko uvideli prednosti, ki bi jih s tem imeli, predvsem pa, da se nam s tem odpira možnost nadaljnega razvoja, ki bo dosti bolj pospešen, kot je bil do sedaj. Najprej se tudi strinjate, da je to nek zgodovinski dan? Absolutno, mislim, da je to zgodovinski dan, kajti če se neka pot, ki se je začela pred toliko leti, konča s takim uspehom, je seveda to zgodovinski dan. Seveda s tem bomo mi imeli potem odprto pot za naprej. Definitivno ga lahko uvrstimo kot zgodovinski dan. Gre samo za prestižni dosežek ali pričakujete tudi konkretne posledice tega? Absolutno pričakujemo konkretne posledice, namreč, kot je bilo že v razpravi rečeno, so določene beneficije, ki jih imajo mestne občine, določene možnosti, mogoče nekoliko drugačnega razvoja, hitrejšega razvoja. Seveda pa vidimo tukaj tudi izziv, ki ga s tem dobimo. Gre za to, da moramo seveda dokončati postopek združevanja mesta Krško, se pravi vseh primestnih naselij v mesto. S tem bomo dobili nekaj tisoč prebivalcev več, formalno, pa seveda gospodarski razvoj, ki je pravzaprav ključen za nadaljevanje in za obstoj vsakega mesta, vsake občine. To pomeni za Posavje dodatno sodelovanje ali tako kot so nekateri tudi v Posavju govorili o tem, da boste prednjačili Krško? Ne, jaz mislim, da je pravzaprav ta dosežek Posavja. To so v nekaterih razpravah povedali tudi razpravljalci. Gre za to, da s tem dobi Posavje pravzaprav eno jedro, okrog katerega lahko govorimo in gradimo regijo Posavje. Regija Posavje pa je želja vseh posavskih občin in s tem, ko se je danes s tem glasovanjem zgodila ta sprememba zakona, se nam odpira tudi možnost, da se župani usedemo, dogovorimo in pogovorimo, kako naprej in na kak način bi gradili te inštitucije, ki sodijo v pokrajino, in jaz upam, da bo ta pot uspešna. Kaj pa to konkretno pomeni za občinsko upravo? Pride do kakšne reorganizacije? Ne, to se ne bo zgodilo nič mimogrede, seveda se bodo pa vse posod spremenile in nazivi, ker ne bo več občina, ampak bo mestna občina. Seveda to pomeni tudi določene spremembe v nekaterih, formalnih zadevah. V spremembe v smislu občinske uprave ne vidim potrebe in tudi ne bo prihajalo, vsaj v tem trenutku ne.